trenutku sem seveda lahko zelo ponosna, zelo vesela, ker vidimo tako zgoščeno, s kakšnimi dosežki vse se fakulteta lahko pohvali, s čim vse se naši zaposleni ukvarjajo. Sem bila presenečena zelo, nisem pričakovala, ker sem na fakulteti šele od 2016. Malce sem bil presenečen, definitivno, čeprav v bistvu delo je dejansko zelo na visokem nivoju bilo sprejeto v raziskovalni sferi. Malo me je presenetil, ker je veliko dobrih asistentov, veliko znajo, pa vem, da so dobri, ki so tudi že mene učili. Tako da ja, sem bil pozitivno presenečen, ja, počutil sem se pa dobro, se vsak. Počutil sem se zelo lepo, zaradi tega, ker veliko energije vlagam v delo študentov in v pripravo kakovostnih predavanj. Že od malih nog nekako sem odkrival, da mi gre dobro inštruiranje sošolcev, predajanje tega znanja naprej. Tako zelo izrazite želje postati pedagog nisem imel, ampak tako vsakemu od nas so dani neki drugačni talenti, pa lahko rečem, da je to okolje, kjer je morda ta talent lahko prišel do izraza. Ja, v bistvu sem po diplomi šel v industrijo, pa po nekaj časa sem se malo naveličal dela, ki sem ga tam opravljal, pa sem tukaj doktorat opisal in pa je bilo lažje, če sem še asistent tukaj in mi je všeč, tako da ja. Moja primarna želja je zmeraj bila raziskave, ampak raziskav sam ne moreš delati na zelo visokem nivoju, rabiš zmeraj sodelavce. V Sloveniji črpamo sodelavce iz bazena študentov, kar pomeni, da je treba študente zelo dobro naučiti, da lahko postanejo zelo dobri in kompetentni sodelavci, ki lahko tekmujejo na svetovni ravni. Zaradi tega sem se tudi podal v pedagoške vode. Študentom bi svetoval, da naj vztrajajo pri študiju, ker prvo leto je malo dolgočasno, ima pa rata ful boljše. Drugo leto seveda se bomo ponovno s podobnim dogodkom pohvalili. Takrat praznuje 100-letnico tudi Univerza v Ljubljani in to je en tak lep jubilej, zaradi katerega bomo tudi naš dogodek naredili še posebej bogat in slovesen.